Tišina v studiu. Živijo, moje ime je David in sem inženir za omrežje. In danes bomo razbijali mite o mobilnem signalu. Naloga 1. Poglej reel Jake Polaka o pokritosti in razbij mite. Obiskal sem 5 odročnih vasi v okolici Ljubljane po priporočilu ChatGPT-ja, kjer je šansa, da signal ne bi bil glih najboljši. No, sicer jaz vseh vasi ne poznam, glede na to, da smo že 3 leta se trudili z nadgradnjo mobilnega omrežja, ne pričakujem, da bi bile neke težave. Dober dan, gospod, jaz danes nam kupo vašega krompirja, sam zanima me, a me dobro slišite? Ja, dobro vas slišim, ja. Ok, super, hvala, nasvidenje. Jaz sem ga tudi dobro slišal. Zdaj le bom požgal en komad na YouTubu in zavrtel do refrena, pa da vidimo, koliko hitro naložim. FaceTime je znam potem, da dela probleme, tako da dajmo preveriti tega. Ja, pri FaceTimeu pa se pravi video v živo je ful pomemben upload, zato da ne pride do razmazane face, pa kockanja, pa do teh stvari, pa da je tudi glas dober. Očitno je Telekom z razlogom 5krat najboljši, zdaj pa vi napišite v komentar, kje ne probam naslednjič, kako dela signal. Se pravi, jaz bi mu priporočil, da gre pogledat na Krederco, kakšen je signal. Sam zdajle bolj da počaka do poletja, ker mislim, da je gor že minus. Lahko bi šel pa v vas Lokve, to je na Trnovski planoti. Tam je ena manjša vasica, sicer ni tako blizu Ljubljane, se boš mogel malo peljati, ampak ne boš pa v megli. Pa še zadnje vprašanje, je dejansko 5G toliko boljši ali je to bolj samo ena marketing fora? Ja, v bistvu ni neka marketinška fora. 5G je kar precej sodobna, novejša tehnologija s precej novostmi. Ena od teh novosti je seveda tudi prinesla manjše zakasnitve. Zdaj ne bo več izgovora, da si sporočilo prejel prepozno.